V četrtek 9. februarja je ob 18. uri v prostorih Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekala zanimiva čajanka z Dragom Jančarjem. Drago Jančar, slovenski pisatelj, dramatik in esejist, je eden najbolj dejavnih sodobnih slovenskih pisateljev. Je trikratni dobitnik Delove nagrade za roman leta Kresnik za romane Katarina, Pav in Jezuit, Zvenenje v glavi in lanski Kresnik za roman To noč sem jo videl. Danes je zaposlen pri Slovenski matici kot urednik in tajnik. V svojih esejih se je velikokrat ukvarjal s problemi politike in civilne družbe. Kaj menite, mora biti o aktualnem stanju vrednot v slovenski družbi? To pa ni lahko vprašanje, ne. Lahko rečem kaj zelo brutalnega o tej stvari, ne. Lahko rečem, pa lahko začnem tako, da pravzaprav se nam dogaja nekaj, kar se dogaja vsej Evropi, deloma lahko rečemo svetu, ne. Svet je v neki gospodarski krizi, neka čudna situacija nastaja. Pri nas pa imamo še neko posebno specifično situacijo, ker smo išli iz nekega režima, ki je pač bil, kakršen je bil, zdaj ne bom o tem govoril, ker je že 20 let od tega in se ne mislim s tem več kaj dosti ukvarjati, ampak bilo je nekaj drugega. In potem smo prišli v nek normalen, demokratični svet, v tržno gospodarstvo in tako naprej. Ampak tu smo, vsaj tisti, ki smo se zavzemali za demokracijo in tudi za to, kaj tvegali, doživeli nekoliko razočaranja. Ker mi smo govorili o demokraciji, dobili pa smo kapitalizem in to kapitalizem nekega precej brutalnega tipa. Nenadoma je en krog ljudi strahotno obogatel in to je bila neka manjšina, ne vem koliko je to, 3-5% ali 4%, potem nek srednji sloj, ki naprej životari, to smo mi vsi, ampak ogromno ljudi pa je nenadoma prav na robu obstoja, to se pravi, mi imamo zdaj nenadoma 115.000 nezaposlenih in tu je, recimo, če govorimo o vrednotah, tu je odpovedala vsaka solidarnost, občutek za to, odpovedal je tudi občutek za neke osnovne, da rečem 10 božjih zapovedi, če hočete, ne kradi, ne laži, ti spustimo, ne želi svojega bližnjega, že ne je v redu, to ni tak problem po mojem, seveda je za kakorkoli, ampak to je neko intimno vprašanje. Ampak te stvari, ki so se nam zgodile z temi tranzicijskimi prihvatizacijami, da tako rečem, ko so nekateri ljudje nenadoma postali lastniki ogromno premoženja, ki je bilo pač tako prej naše skupno. Iz tega so nastali neki dejansko nenormalni pojavi in neka nenormalna in nezdrava atmosfera v družbi. Nenadoma je vrednota to, če si znal na hitro in na nek način obogateti kakorkoli, ni pa več vprašanje, kako je do tega prišlo, zakaj je do tega prišlo. Nenadoma ni več vrednota delo, ustvarjanje, ne ceni se to, da nekdo nekaj zna, da je nekaj doštudiral, da se ukvarja z nečim zanimivim, ne vem, vi s knjižničarstvom, jaz s pisanjem ali kakorkoli. To so stvari, ki so nenadoma zgledamo tisti, ki se ukvarjamo s takimi stvarmi kot neki luzeri tukaj, ne. Uspešni, pameten, ugledni je tisti, ki je prišel na hiter način do velik denarja. Jaz ne govorim zdaj, da je narobe, če je nekdo bogat ali ima denar. Govorim o tem, da smo nenadoma v družbi prišli do nekih kriterijev, ki so popolnoma pomešani. V nekih normalnih, demokratičnih, kapitalističnih sistemih, ki so trajali dolgo v Evropi, recimo v nekem obdobju, potem ko je Evropa doživela pretres leta 38-45, je bila v ruševinah in se je znova postavljala, je bil to 50-letno obdobje. Mi smo živeli v nekem drugem sistemu. 50-letno obdobje, pa še prej so imeli neko tradicijo gospodarjenja, kmetijstva. Pri nas je bilo vse to najprej uničeno, potem smo to znova postavljali, ne. In iz tega je nastal en popoln kaos, ki je, se vidite, kaj se nam dogaja, v vsaki stvari nastane popolnoma iracionalno razbujerjanje, politična histerija, razdeljeni smo, človek lahko začne govoriti o mestni kanalizaciji, pa če boste spremljali forume na internetih, jaz tega več ne berem, ampak bo se končalo pol pri domobrancih pa partizarnih, pa lahko govorimo o kanalizaciji, o mestnem parku, vedno isto. In to hočem reči, to je neka kaotična, neka nemogoča situacija, res, in ne vem, kdaj se bo to umirilo, da bomo začeli normalno živeti, gospodariti, pisati knjige,
in tako naprej, saditi drevesa in tako dalje. V romanu To noč sem jo videl 5 udeležencev dramatičnega zgodovinskega dogajanja iz lastnih doživetij, spominov in videnj spleta zgodbo o nekaj letih življenja in skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik, mlade ženske iz ljubljanske meščanske družbe, ki jo je vase potegnil vrtinec nemirne zgodovine. Razmerje med krhkim posameznikom in zgodovinsko usodo je temeljna in najbolj znana razsežnost Jančarjevega pisateljevanja, tokrat prihaja na dan v zgodbi, ki je postavljena pretežno v naše kraje zadnja leta pred drugo svetovno vojno in v krute čase vojaškega nasilja do njenega formalnega konca, v katerem so bili značaji posameznikov izpostavljeni najtežjim življenjskim in etičnim preizkušnjam. Ja, glede tega zadnjega romana, To noč sem jo videl. Imamo partizansko tematiko, potem so pa 4 pogledi. 5 zornih kotov. No, dobro. Recimo, gre za eno revitalizacijo dogodka. Meni se je tako zdelo, no? Ker so tistih 5 pogledov, vsak vidi zgodbo na svoj način. Ok, vidim, da ste debaterji v Slovenskih Konjicah. To me zelo veseli, to vprašanje, ni čisto lahko, ampak moram nekaj stvari povedati. Ta roman, To noč sem jo videl, je zasnovan na resnični zgodbi. Tragični zgodbi neke mlade ženske iz ljubljanske visoke družbe, ki se je nehote zapletla v stvari med vojno in je tam leta 1944, kot so rekli, kot se je uporabljalo, zas likvidirali, ustrelili nekje, zato, ker so jo obtoževali, da se druži z Nemci in tako naprej. In to je ta zadnja zgodba, o kateri gospod govori. V zadnji zgodbi pripoveduje partizan, ki ga malo preganja vest zaradi tega, ker so pozneje ugotovili, da pravzaprav ni imela nič s temi. Res, da so jih Nemci obiskovali, ampak da je prišlo, potem moj roman razlaga, da je pravzaprav prišlo do nekega nesrečnega zapleta, ker je ta poznejši partizan je bil en kmečki fant, ki je delal na posestvu teh ljudi, ki so bili tam, so imeli eno graščino na Gorenjskem, industrialci in tako naprej, in se je malo zaljubil v to žensko, kot so se mnogi, ona je bila zelo ekstravagantna in tako naprej. In tega fanta so potem leta, ne vem, 42, 43 aretirali, ker so Nemci kar po vaseh pobirali neke fante za talce, ker je bil nek partizanski napad, nekje pa so pobrali 200 ljudi tam po nekih gorenjskih vaseh, jih strpali v zapore, kjer so čakali, koga bojo streljili, koga bojo spustili in tako naprej. In ta junakinja moje romana, o kateri vseh 5 oseb pripoveduje, je sporočila nekemu nemškemu zdravniku, ki jih je obiskoval, ker ona je znala nemško, študirala v Berlinu in tako naprej, on je bil pa v uniformi, nemški vojak, v nemški vojski, je bil zdravnik, ki je oskrboval pol kakšne nemške vojake, ki so v praskah s partizani bili ranjeni ali kaj takega, pa tudi druge stvari je delal. In ona je prosila njega naj posreduje za tega fanta, ki ga je imela po svoje tudi rada, je bil priden, je delal pri njih in tako naprej. In ta človek je šel posredovati za njega. In ko je ta fant v zaporu, v kleti, v Kranju, v gestapovskem zaporu, je skozi okno, kletno okno, vidi tega zdravnika, je še kar v beli halji prišel, ker je bilo to ki se pogovarja s šefom gestapa, s poveljnikom gestapa. Fant ne ve, da se pogovarja o tem, da bi njega rešil, da bi njega izpustili. Njega izpustijo in enih 10 še izpustijo, nekaj pa jih postrelijo takrat. Nekaj mesecev zatem, potem on začne s partizani nekaj sodelovati in to ni bil še v partizanih in tako naprej, nek drug njegov prijatelj je že bil. In pa nekaj mesecev zatem on vidi po neki nočni zabavi, ki so imeli na tem gradu, kjer so tile Zarnikovi, kot se piše v romanu, priredili neko zabavo, kjer je bilo tudi nekaj nemških oficirjev, vidi zjutraj, po noči so igrali na klavir ali nekaj takega, se ona sprehaja
s tem nemškim vojakom mimo ribnika, fant pride kosit na njihovo posestvo in jo zagleda in on seveda v njegovi ljubosumni botici zdaj nenadoma vse poveže, ne, da je ona, kot pozneje rečejo, kurba, nemška kurba ali gestapovska kurba, kar tudi ni bila, ne, ker pripoveduje ta nemški zdravnik tudi, kako sta imela veliko distanco, ne, pravzaprav, jo vidi in on poveže tega zdravnika, ki ga je videl na dvorišču zaporov, kako se pogovarja z šefom gestapa. Se pravi, ona je povezana z njim, ta je povezana z onim, čisto dovolj je bilo za neko vosovsko organizacijo v partizanih, da stvar gre. In on je sprožil ta postopek in zdaj ta Jeranek se piše v moji knjigi mnoga leta pozneje, danes 90 let, je že precej star, sina ima v Ljubljani in tako naprej, oživlja to zgodbo in zmeraj znova ga muči, zakaj je do tega prišlo, kako je prišlo. Se pravi, nek človek, ki je bil moralno občutljiv, ki je po neki svoji kmečki nerodnosti sprožil nek postopek in ta ženska je pač bila žrtev neke vojne, ženska, ki ni imela nič s politiko, nič z ničemer, ne, je izgubila življenje. In to so te usode, teh usod je bilo na vseh koncih, ne. In zato ni šlo za relativiziranje, nasprotno. Mi je recimo Andrej Inkrat pisal, da je to neka podobno moralno spraševanje kot ima Edvard Kocbek v knjigi Strah in pogum, ne, ker tam tudi en partizanski komandant ustreli eno žensko. To so bile stvari, ki jih je vojna prinašala, to so bile tragedije antičnih razsežnosti. Med vojno samo so se take stvari dogajale. Sej, tu je Pohorje blizu, najbrž marsikdo pozna kako zgodbo, ki tudi ni bila zmeraj samo enosmerna, so bile stvari zakomplicirane, niso bile nikoli enostavne. Ja, veliko veselje nam je, da ste naš glavni junak v našem kulturnem tednu kulture, ki smo ga imeli v Slovenskih Konjicah, oziroma ga še imamo, ne samo, da ste glavni junak v okviru projekta Evropske prestolnice kulture. Tako da veliko čast nam je, da ste bili danes naš gost in sedite v svoji mizi, srkajte naše najboljši vino Zlatih Kraljičev in berite našo konjiško dekanijo Augusta Stegaliča. Tako da, najlepša hvala.